Za začetek bi se samo vprašala, od kje prihajaš, koga danes predstavljaš, in kakšna je tvoja vloga v sami tej organizaciji, v kateri deluješ. Zdravo, jaz sem Tim Štrus, predstavljam danes Mladinsko društvo Kresnice. Smo organizacija s Kresnic, ki v bistvu povezuje mlade in jim daje nek prostor, kjer se lahko dokazujejo, ustvarjajo in predvsem povezujejo. Zdaj me pa še zanima, kako je društvo nastalo, kako je prišlo do same ideje, da se pač postavlja samo društvo? Ok, to je zelo dobro vprašanje, ki sega zdaj 2 leti nazaj. Smo mi s fanti hodili po turnirjih in smo si rekli, v bistvu zadali nek plan, da bi radi naredili turnir v Kresnicah. In za organizacijo turnirja v Kresnicah smo rekli, ok, fanti, mi rabimo društvo. In da smo vzpostavili društvo, smo v bistvu pa gledali po Kresnicah, ok, vsi mi imamo že Mladinsko društvo Kresnice, ki je bilo zamrznjeno. Društvo je bilo zamrznjeno, mi smo ga ponovno aktivirali, vzpostavili ekipo 3 fantov, ki smo res začeli aktivno delati. In tukaj moramo omeniti našega lokalnega sponzorja, ki je to vse omogočil. In v bistvu se je vse tako začelo razvijati, da je želja bil prvi futsal turnir, ki je pa pol nastal nekaj večga iz tega, ne? Ker je v bistvu začel turnir laufati, društvo laufati in vse te stvari naprej zaradi enega samega dogodka, ki ga je pa omogočil seveda glavni sponzor iz Kresnic. Ok. Na tej točki si že omenil, da je v prvotni ideji društvo nastalo za izvedbo samega turnirja, zdaj si pa rekel, da je to preraslo v nekaj ful večjega. Na kaj točno je to letelo? Imate zdaj še kakšne druge aktivnosti, kakšne druge dogodke, kakšna druženja, delavnice in tako naprej? Ali lahko tudi v prihodnje še kaj več pričakujemo? Torej, društvo je štart, tako kot si omenila, res samo zaradi enega dogodka, ker smo rekli, ne vemo, kako bi ga naredili, kaj smo rabili za ta dogodek in smo takrat, ker nam je mogoče voda malo v grlo tekla, reševali zadeve. Potem se je pa razvilo res v nekaj lepega in smo začeli ustvarjati veliko različnih dogodkov. Torej, po futsal turnirju tudi tenis turnir, FIFA turnir, ping-pong turnir, organiziramo druženje za mlade, torej se fantje iz Kresnic in okolice seveda lahko zberejo, pridejo, se malo podružijo, spijajo kakšno pijačo, odigrajo kakšno rekreacijo mogoče. In je to res, sem zelo, kako bi rekel, počaščen, da sem lahko del tega bil, ko smo s fanti skupaj zalaufali, ko dajemo zdaj mladim res neko okolje, kjer se lahko povezujejo in družijo, da ni več sam telefon pa Snapchat, seveda ne. Ja. Ok, v prihodnjih mesecih lahko kaj pričakujemo od samega društva, bo mogoče še kakšna, ne vem, delavnica, kakšni izleti, spet mogoče kakšen organiziran turnir ali pa kaj podobnega? Tako je, vedno leto začnemo z futsal turnirjem. Torej, letos smo tudi tako leto začeli z 3. futsal turnirjem v Kresnicah. Zdaj pa v avgustu nadaljujemo z tenis turnirjem, ki bo v Kresnicah na Špitalu. Nato pa v oktobru zopet FIFA turnir in na koncu leta ping-pong turnir. Bomo pa med počitnicami organizirali tudi za mlade enkratno druženje v Atlantisu, pa enkratni dogodek v Pustolovskem parku Geos. Kakšna je pa sama energija znotraj ekipe? Jaz mislim, da zelo dobra. Začel se je res razvijati, da ni več enega organizatorja pa enega pobudnika, ampak prihajajo ideje z vseh strani, kaj bi naredili še to, dajmo fantje še to narediti, probimo to in se mi zdi, da se je res vzpostavila taka zelo dobra klima med fanti in med starejšimi, nami, ki smo to zagnali, in med mlajšimi, ko bo tudi lahko Max bolj kasneje povedal, kako mlajši vidijo na nas, starejše mogoče v tem društvu. Je pa moje res da subjektivno mnenje, da zelo lepo sodelujemo in mladi in mogoče mi, ki smo že rahlo starejši od teh. Kater je pa dogodek, ki vam je najbolj ostal v spominu, zakaj? Grejo stvari vedno po planu ali se vam kdaj zalom, kako s tem funkcionirate oziroma handlate to? Zdaj, če bi se na prvi del vprašanja skoncentriral, bi ziher izpostavil spet ta prvi futsal turnir, ker žal vse enkrat prvič in
cela zgodba Mladinskega društva Kresnice se je začela zaradi tega prvega turnirja. In bi tudi na njega sem najbolj ponosen, ker mislim, da je to bila res neka prelomnica, kjer smo pokazali, da lahko mladi naredimo en dogodek in da lahko tudi se dogajajo stvari v Kresnicah. Zdaj, če grejo vse stvari po planih, jaz mislim, da se trudimo, da gre, oziroma se prej probamo res maksimalno pripraviti, da bo šlo vse po planih, vedno pa lahko pride do nekih nepričakovanih stvari, katere probamo sproti reševati, oziroma se probamo iz njih nekaj naučiti. Če bi imeli pa neomejen proračun, kjer ga mogoče novega ali pa že obstoječega projekta bi se lotili, mogoče tudi, ne vem, kakšni vložki v samo društvo v smislu razvijanja, ne vem, ali da bi imeli svojo stavbo, kjer bi lahko bilo društvo locirano, ali bi imeli, ne vem, svoje igrišče, ne vem, karkoli, no. Trenutno imamo svoje stvari, oziroma je društvo locirano med dva kraja. Eden je, kjer je tenis igrišče v Kresnicah, eden je, kjer je športni park, nogometni športni park v Kresnicah. Če bi imeli neomejen proračun za en projekt ali pa za več, kakorkoli se pogovarjava, bi jaz tukaj ziher izpostavil, da Kresnice nujno bi rabile novo dvorano, večjo dvorano, pa zdaj ne govorim takšna, kakor je v Litiji, ampak sam, da je nova, ker bi lahko s tem omogočili res tudi kvalitetnejšo izvedbo dogodkov v slabem vremenu, pa tudi v hladnejših delih leta. Če bi imeli en svoj prostor, mogoče kjer bi bili locirani samo mladinsko društvo, trenutno je še vedno društvo dokaj mlado, malo in nam ni težava, noben problem družiti z drugimi objekti v Kresnicah, oziroma biti skupaj locirani. Če bi imeli pa en svoj objekt, bi bilo pa to tudi organizacijsko zelo lažje, se strinjam, ampak mislim, da tle bi bil res prioriteta taka, da bi imeli novo dvorano, mogoče bolj urejen park, ker bi to res ponudili nekaj novega mladim, ena taka velika prednost, ki bi nam lahko zelo omogočila nadaljnje delovanje. Kaj bi radi, da ljudje pomislijo, ko slišijo samo ime MDK? Jaz bi rad, da rečejo, ok, to so pa eni organizirani fantje, pripravljeni delati, pripravljeni pomagati, tudi kdo drug potrebuje pomoč, pa ne govorim sploh samo za Kresnice, ampak tudi izven Kresnic. Če rečejo, dajte fantje, pridite pomagati, jaz sem prepričan, da se bo najdelo vsaj 10 fantov ali pa punc, no, da bo prišel pomagati. Rad bi, da ko sliši nekdo Mladinsko društvo Kresnice, reče, ok, to so pa res v redu ljudje, pošteni, delavni in delajo tako, da ko pride nekdo na njihov dogodek, se ima tam fajn. Nam je prva želja bila vedno, da naredimo nek prizorišče vsem gledalcem in igralcem, da se oni imajo tam fajn. To je bil, prvi cilj je bil res, da je to naš glavni cilj, da se imajo ljudje tam fajn. In mislim, da nam ratuje zelo dobro, trudimo se v tej smeri in tudi še naprej se bomo trudili v tej smeri. To pa čisto vaše lastno mnenje. Zakaj se vam zdi, da so mladinska društva pomembna? Jaz mislim, da je to eden izmed najbolj pomembnih društev, tako, povezovanja mladih. Da je cilj društva povezovanje mladih, ker se mi zdi, da zadnje čase je tega čezdalje manj, čezdalje več je povezovanja prek socialnih omrežij, telefoni, Instagram, seveda pač TikTok in vse te aplikacije, ni pa več dejanskega vključevanja v družbo, da se dejansko dobijo mladi na kup, se podružijo, se malo pohecajo, odigrajo neko rekreacijo in mislim, da to res primanjkuje in mi hočemo to poudariti, no, da je to res ena stvar, kjera stvar ne sme izumreti, mora to laufati še naprej. In zakaj je društvo pomembno, da se vrnem na vprašanje? Zato, da omogoči ali pa da zbere te mlade skupaj in da se ne pozabi, koliko je pomembno res, da smo med sabo prijatelji, se imamo fajn skupaj in da znamo svoj prosti čas tudi na drugačen način preživljati, ne samo prek telefona.
Kje vas lahko poslušalci najdejo, tukaj ciljam na neka socialna mrežja ali mogoče sledenje teh vaših dogodkov, turnirjev, na katere se bo lahko v bodoče prijavili? Torej, za vsak dogodek vedno prej pripravimo objave, prav tako na TikToku, Instagramu, Facebooku, ker še vedno jaz mislim, da je promocija dogodka je 70% dogodka, ker če se nas dobi 10, pa tega nobenemu ne povemo, pol bo na dogodku nas 10. Če pa mi to zelo dobro spromoviramo in ker v društvu imamo osebo, ki ga lahko tudi z veseljem izpostavim, to je naš Adam, ki res zelo dobro skrbi za promocijo društva, mislim, da je to res ena pika na i, ki jo lahko dodaš temu druženju. In ja. Zdaj pa bi rada še eno sporočilo za mlade, ki nas poslušajo iz vaše strani, iz strani društva. Torej, jaz bi najraje sporočil mladim to, da ne pozabiti, da še vedno vsa društva, ki so okoli, so, in če imate kaj svojega prostega časa, ki bi ga radi namenili druženju, pridite, pristopite k društvom, vrata so vedno odprta. Mi, ne glede na to, da se ukvarjamo bolj ne z športnimi dogodki, to ne pomeni, da ne sprejmemo drugih članov, ki ne bi radi imeli športa. Ne. Mi smo pripravljeni sprejeti kogarkoli, vedno sprejmemo kogarkoli, tudi če bi kdo prišel za neko svojo idejo, da bi rad naredil pa nek poseben dogodek ali pa neko posebno druženje, bomo mi se pogovorili, se bomo usedeli in bomo probali to realizirati. Torej, res glavno sporočilo, ki bi ga dal, da vsak je dobrodošel in ne se odmikati od druženja, pa zapirati v svojo sobo, ampak pridite, imejte se fajn, radi se imejte in se podružite tako več člani. Imamo še par zabavnih vprašanj. Kdo v društvu vedno zamuja? Zdaj, izpostavljati, najraje ne bi izpostavil osebe, ampak ker eno osebo mislim, da lahko izpostavim, ki je odgovorna za vse dobre stvari in je lahko odgovorna za vse slabe stvari. Mislim, da naš predsednik rad zamuja in včasih malo zamuja, včasih veliko zamuja. Je super oseba, je vedno pripravljen pomagati. Če pa se pogovarjamo res o zamujanju, je pa to naš predsednik, kar zmagovalec. Kdo bi najverjetneje preživel en teden brez telefona? Dobro vprašanje. Pa mislim, da v tej dobi, ki smo zdaj, prav nobeden. Mogoče, če bi res jim pobrali telefone, ampak težko verjamem, da bi kdo zdržal brez telefona. Katera pesem bi bila pa himna Mladinskega društva Kresnice? Zelo dobro Razmišljate vprašanje. mogoče, da bi naredili svojo, če je še nimate? Nimamo še svoje pesmi. Imam pa pesem v glavi, to je Dan ljubezni. Vsako leto povabimo tudi pevski zbor iz Kresnic, da zapoje na naših dogodkih Dan ljubezni. V bistvu ima ta pesem tudi tako neko zgodbo za nas, ker smo začeli, smo rekli, to je to, Kresnice se prebujajo, mladi, lahko pokažemo, da lahko naredimo dogodke in bi to pesem res izpostavil kot nekaj tazga, ki je nas povezala in nam ostala tak, lep spomin, tako da Dan ljubezni, zadnji odgovor. Zdaj bi pa še prosila za 3 besede, ki najbolj opišejo vaše društvo. Pozitivno, dobro organizirano, pa preprosto. V redu. Najlepša hvala ti. Zdaj bom pa tukaj zdaj povabila še Maksa, da mi bo še on na par vprašanj odgovoril. Hvala tebi. Zdravo, Maks. Zdravo. Mislim, mogoče sam na hitrco predstavil, pa bom mogoče povedal, kakšna je tvoja vloga v samem društvu. Ni problema, evo, jaz sem Maks, prihajam iz Kresnic in seveda, tako kot tim, sem član MDK oziroma Mladinskega društva Kresnice. Moja vloga v društvu je v bistvu kot normalen član, pomagam, kjer se da, seveda prostovoljno, in pa seveda uživam v samih dogodkih in skrbim za logistiko. Ok,
Okay. Kaj društvo daje mladim, česar mogoče ne dobijo drugje? Se mi zdi, da boš najbolj znal na to vprašanje odgovoriti. No? Dobro vprašanje. Se mi zdi, da društvo mladim daje predvsem kako bi rekel, neko skupnost, nek znak pripadnosti. Pa če ne drugega, tako kot se je Tim dobro dotaknil tega, da mladi so oziroma smo vedno več časa preživimo na telefonih, tako da se mi zdi, da ta sam odmik od socialnih omrežij pa dejansko druženje z osebami v živo, mogoče kakšni pogovori o zunanjih temah oziroma v blodnjah, ki jih ima v življenju. In ja, v bistvu samo povezanost. Kakšna bi pa ti rekel, da je energija znotraj samega društva? Kako se ti počutiš kot član oziroma prostovoljec tega društva? Zdaj tako, meni je energija v društvu res super. To je zelo subjektivno, ampak tudi zaradi tega, ker je nas večinoma članov, ki smo v društvu, smo rojeni v Kresnicah in pač odraščamo tam že celo življenje. In se mi zdi, da je zelo veliko na tem tudi, da smo veliko svojega časa prostega kot majhni tudi preživeli v samem športnem društvu oziroma v samem športnem parku Kresnice, kjer smo dejansko kot majhni preživljali recimo od 3 do 8 zvečer svoj prosti čas na igrišču. Drugače pa za ostale pa se mi zdi, da se tudi imajo fajn, ne samo zame, ker kakor je tudi Tim se že dotaknil tega, da mladinsko društvo Kresnice ne ponuja samo športnih dogodkov, ampak tudi ostale stvari. Kateri dogodek je pa tebi najbolj ostal v spominu, pa zakaj? Meni je mogoče najbolj ostal v spominu dogodek prvi turnir v Kresnicah. Mogoče tudi zaradi tega, ker je bil le prvi, kar pomeni, da se mi zdi, da smo takrat kot društvo dejansko ugotovili, da se pravi, ok, mi dejansko lahko organiziramo nekaj velikega, nekaj, na kar bojo ljudje hodili in nekaj, na kar bojo tudi sami Kresničani in cela skupnost ponosni. In da lahko zgradimo v bistvu neko večjo oziroma boljšo zgodbo od tega, kar je bilo prej. Kaj bi pa radi, da ljudje najprej pomislijo, ko slišijo MDK? Prej smo že slišali Timov odgovor, pa me zanima zdaj še tvoj. Ja, v bistvu Tim je dobro povzel to. Jaz bi pa rekel predvsem mladi, igrivi, zanesljivi, da se ljudje lahko zanašajo na nas, da lahko tudi, če kdo drug rab pomoč, da lahko pristopimo, pomagamo ostalim, pa tudi izvirni. Imamo še kar nekaj projektov, ki jih nameravamo speljati, imamo tudi to živahnost v samem društvu. Ali opažate, da se mladi vključujejo drugače, kot pa so recimo pred leti? Ja, se mi zdi, da to, kar je bil v najstniku včasih, ni isto kot je najstnik danes. Se mi zdi, da najstniki včasih so se več vključevali v društva, tudi zaradi tega, kot je Tim že omenil, tehnologije in vse zadeve, ki pridejo zraven. Zdaj so ljudje na žalost večinoma raje zaprti v sobah, pa na socialnih omrežjih. Cel svet je pa v bistvu zunaj, kar pomeni, da ja, se mi zdi, da včasih so ljudje sodelovali več, zdaj pa v bistvu mi v mladinskem društvu Kresnice spodbujamo, da bi zmeraj več in več članov so v bistvu pridružili društvu, v bistvu odklopili telefone in se dejansko pogovarjali in uživali v samem društvu oziroma dogodkih, ki jih organiziramo. Zdaj pa prosila še za eno sporočilo za mlade, ki bi ga mogoče ti kot posameznik njim namenil. Dobro vprašanje. Mogoče bi rekel, mladi, vsi mladi, ki ste, rad bi vas povabil v naše društvo. To ni samo društvo, ki je pač kar eno društvo, samo zaradi tega, da se stvari organizirajo, ampak to društvo ima tudi dušo. Ni celo življenje na telefonih in socialnih omrežjih, kar pomeni, da ko si v društvu, ti dejansko nekaj začutiš, nekaj dosežeš, kot sem prej omenil, neko pripadnost in pridite uživati. To je to. Zdaj pa še za tebe isto zabavno vprašanje, kot sem imela za Tima. Me zanima, tvoj najljubši dogodek v Kresnicah je verjetno prvi futsal turnir, kot si že prej omenil. Kdo v društvu vedno zamuja po tvojem mnenju? Je odgovor isti kot Timov? Jaz bi rekel, da
moram priznati, da ima tim kar prav, res je naš zlati predsednik, kot je omenil, res dober človek, ampak zna pa tudi kar dosti zamujati. Ja. Kdo bi najverjetneje preživel en teden brez telefona? Jaz čisto subjektivno bi rekel, da sem ta oseba jaz, ki se mi zdi, da že tako ne preživim dosti časa na telefonu, pa ko smo zdaj mladi, se mi zdi, da sem kar v redu glede tega. No. Se z himno Mladinskega društva Kresnica strinja s Timom Dan ljubezni ali ti kakšno drugo pesem povezuješ z samim društvom? S samim društvom povezujem kar dosti pesmi, iskreno. Če ne drugega, sam zaradi naše futsal ekipe, ki jo imamo. Ampak ja, kot primarno himno društva bi se s tem strinjal, da je Dan ljubezni, ki je že od nekdaj nek simbol, ne samo društva, tudi samih kresnic, se mi zdi, ki daje tak nek občutek, pozitiven občutek. Tako. Zdaj bi pa prosila še za 3 besede, ki najbolj opišejo vaše društvo. Rekel bi zanesljivi, mladi in kreativni. V redu, najlepša hvala tudi tebi. Seveda. In to je to.